Delo v gradbeništvu nad 30 stopinjami je tudi za delavce, vajene ekstremnih razmer, zelo naporno. Ja, vidiš, kako je vroče. Ampak koliko ste pa zmatrani, ko končate z delom? Kaj je taka vročina? Vas zdaj glava boli ali pa kaj? Malo je. Nekateri tako za zaščito pred soncem poskrbijo tudi s pokrivali. Ja, kapa mora biti, jaz imam že malo menj las, pa kar dobro pride. Moramo zdržati, druge ni, ne? Tudi vodje delovišč v sončni pripeki poskrbijo za svoje zaposlene. Po tej vročini je malo hudo za delati, vsak toliko imamo pauzo, spijemo nekaj mrzlega, se ukrepimo in delamo naprej. Vročina delo otežuje tudi cestnim delavcem pri barvanju označb. Je malo težje, ker to je drugače, odvisno od postopkov, ki se dela. Pripeka prav tako ne ustavi starejše branjevke, ki na tržnici prodaja svoj pridelek. Ker sem pa navajena, da naberemo že in to gre pol v noč, veste, 2-3 dni je gotov. Kljub neznosnim temperaturam je treba poskrbeti tudi za čiste ulice in prazne smetnjake. Vroče je in težko delati. Tudi voda na nuca. Vroče je, ali delati se mora, nimaš. Svoj šiht moraš končati, smeti moraš pobrati. Z nasmehom in kančkom cinizma delo v visokih temperaturah opisujejo gostinci. Ampak se da preživeti. Saj smo čakali poletje, zdaj ga pa imamo. Super, v kombiju se čez dan se gre do 52 stopinj, sploh kot takole vroče, mislim super, odlično. Obilica vode in pozitivno mišljenje, Super je. tako tudi delo na žgočem soncu postane znosno.